Če spremljate kaj novice, ste verjetno opazili, da imajo v Ameriki velike težave s policisti, ki se znašajo nad temnopoltimi in jih velikokrat tudi ubijajo. Zaradi tega so nastala gibanja, ki protestirajo proti policijskemu nasilju. A mogoče se Ameriki obeta svetlejša prihodnost, ker so našli rešitev. Ko sem rekel svetlejša prihodnost, sem mislil, da je še bolj bela. A je kdo vedel, da je edino, kar lahko reši rasizem v Ameriki, piksna Pepsija, ki jo policaju da Kendall Jenner, za tiste normalne, ki se vam ne sanja, kdo to je. To je ena od tam mlajših sester iz legla Kardashian. Najboljši del glasa mi je, ker policaj, ki ima na koncu izraz, mogoče ima pa Pepsi prav. Mogoče bi pa res tako malo manj tolkol črnce. Šele zdaj. Na internetu so se že oglasili mnogi, ki Pepsi obtožujejo, da je za potrebe marketinga ugrabil revolucijo. Torej nekaj, kar je pri nas že zdavnaj naredil Aljoša Bagola. In ne zato, ker je moškim pokazal, da imajo lahko dekolte, ampak s tistim neslavnim oglasom z rdečimi zastavami, ki slavijo revolucionarne telefone. Sta pa Pepsi in Kardashianova Tamala samo sledila smernicam marksizma, ki je že Karl Marx rekel, zgodovina vseh družb je zgodovina hladnih gaziranih pijač z visoko vsebnostjo sladkorja. Konec citata. No, ker imam najboljšo ekipo raziskovalnih novinarjev, smo odkrili dolgo pozabljen oglas za Pepsi, ki je bil narejen takoj po drugi svetovni vojni. Svet so zajele temne sile in človeštvo potisnile v brezno nasilja in vojne. Nacizem je na pohodu in svet je obnemel ob grozodejstvih. So pa bili lepo oblečeni, to je pa res. Bi se lahko zgodovina odvila kako drugače? Seveda bi se lahko. Če bi v pravem trenutku našli mlado in bogato manekenko, ki bi Adolfu Hitlerju dala steklenico Pepsija, bi bilo 20. stoletje manj krvavo. Pepsi, več sladkorja, manj genocida. Zanimivo. Mladi tega sicer ne veste, ampak v Jugoslaviji smo imeli podoben primer reševanja težav. Maršal Tito in Stalin sta se namreč v enem momentu ful skregala. In uganete, kdo je rešil situacijo? Gazirana pijača. Tito je dal flašo hladne kokte Stalinu in vsi so živeli do konca dni. Zdaj pa lahko Kendall in njen Pepsi uporabimo za boj proti ISIS-u, Kim Jong-unu in Angelci Rilikovič. Hej, živjo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 10:30 nas pogledajte na Planet TV. Po pameti!